Ste vedeli, da nam pri delu na vrtu lahko pomagajo tudi različne živali? Verjetno smo vsi najprej pomislili na deževnika. Deževniki rahljajo zemljo in jo požirajo skupaj s tistim, kar je ostalo od rastlin in živali. Kar izločijo, je super rodovitna prst, saj so se hranila lepo pomešala z zemljo. V zemlji pa živi še mnogo drugih koristnih živali. Nekatere so razkrojevalci, ki pomagajo pri nastajanju rodovitne prsti, spet druge pa plenilci, ki polovijo škodljivce v vrtu. Poskrbeti moramo le, da na našem vrtu ne uporabljamo strupov za zatiranje škodljivcev, da zemlja ni preveč zbita, temveč rahla, in da površine dodatno pokrijemo z zastirko, na primer s kompostiranimi lesnimi sekanci, senom, slamo, ki še dodatno zadržuje vlago, kar je super za te koristne živalice v zemlji. Na vrtu pa nam ne pomagajo samo živali, ki se skrivajo pod zemljo. Tudi ptički poberejo zelo veliko škodljivih žuželk in polžev, kače uničujejo miši in druge glodavce, tudi krastače in ježi se prehranjujejo z malimi žuželkami, ki ponavadi luknjajo našo zelenjavo. Da se bodo te živali dobro počutile na našem vrtu, jim lahko pripravimo različna domovanja. Na drevesa pritrdimo valilnice, poleti, ko so ptice žejne, poskrbimo, da je nekje posodica z vodo, nekje v kotu vrta pa lahko pustimo tudi kup dračja in vej, kamor se bo zatekal jež. Na vrtu bomo veseli tudi nekaterih žuželk, saj vse niso nadležne in uničujejo rastline, kot na primer listne uši. Nekatere se tudi prehranjujejo z njimi. Zato na vrt posejmo čim več rastlin, ki jih bojo privabile. Cvetoče rastline, na primer ajdo, kamelice, začimbe, dišavnice. Lahko pa jim naredimo tudi hišico, hotel oziroma bivališče. Za žuželčje domove ali hotele lahko uporabimo najrazličnejše naravne materiale. Les, vejice, suho listje, slamo, mah. Prav nam pridejo tudi različne lepenke, opeke, deske, deli starega pohištva, na primer predal, lončeni lončki. Skratka, pri izgledu uporabimo svojo domišljijo.